v Slovenskem planinskem muzeju vsako leto potekajo ustvarjalne delavnice. Delavnice v zimskem času, v zimskih počitnicah in potem tudi v poletnem času. No, in kakšne ustvarjalne delavnice potekajo v Slovenskem planinskem muzeju, nam pojasnjuje Neli Štular, kustosinja, pedagoginja iz Slovenskega planinskega muzeja. Pozdravljena. Kako so obiskane te ustvarjalne delavnice in kaj sploh delate? Ja, lep pozdrav. Res je, letos jih imamo spet, čeprav nismo vedeli, ali bojo ali ne bojo, glede na to, da nam jo je tako 2 leti godila in zagodila tale korona. No, potem pa se je pač zadeva srečno iztekla in smo jih lahko organizirali. Letos v Slovenskem planinskem muzeju poleti pripravljamo razstavo o športnem plezanju. Zato so bile letošnje planinske delavnice posvečene prav tej temi, športnemu plezanju. Tako da prvi dan smo najprej plezali v šoli na umetni plezalni steni, pravzaprav smo rekli, bolj smo demonstrirali plezanje in dali vsem otrokom, ki še nikoli niso bili na plezalni steni, možnost, da sprobajo, kako to izgleda, kako se sploh pleza, kaj so oprimki, kaj so kompleti, kaj je to metulj, kaj je, v glavnem spoznavali smo tudi opremo, ki jo rabimo pri ne samo plezanju v dvorani, ampak tudi na naravnih plezališčih. Potem seveda, ko smo to spoznali, smo se pa vrnili v muzej in smo prvi dan po tej plezalni steni plezali oziroma risali plezalno steno. To je bila naša domišljijska plezalna stena, tako da so si otroci izbrali 2 ali pa 3 barve. Narisali so plezalca v različnih pozah, ker plezalci so kakor eni pajki, smo potem ugotovili, in so nastali zelo luštni izdelki. Odkrili smo tudi plezalne copate in pa samo opremo, ki je privlačna že zato, ker je zelo pisana, kar je tudi ne privlačno samo za nas gledalce, ampak tudi pravzaprav za vse starostne skupine, ti kar eno tako posebno energijo ti da, tako da smo potem oblikovali te plezalne copate kot obeske, čelade recimo, tudi oprimke, pa tele uponke, vrvi, iz takih pisanih fimo barv, pa še nekaj smo naredili, spekli smo pecivo, ga oblili s čokolado, okrasili z bombonastimi oprimki, ker oprimki so lahko tudi v obliki žabic, jagod in tako naprej. Pa iz posebne tičine mase smo potem naredili še enega mini plezalčka, ki smo ga potem na to čokoladno plezalno steno prilepili. In seveda so otroci to domov nesli, to jo pojedali. In hecno mi je bilo to, da marsikdo je potem povedal, ne, meni je bilo tako škoda pojesti, mi še imamo. Imajo otroci tudi posebno domišljijo, kot je videti iz teh izdelkov, ki jih delate tukaj na delavnicah? Ja, včasih si res tako presenečen, sploh pri tej domišljijski plezalni steni sem bila jaz res tako presenečena, zaradi tega, ker je potrebno kar precej potrpljenja, da narišeš ta vzorec. To je ena stvar, druga stvar me pa skrbela, a bo ta plezalna stena res izgledala tako malo 3D, ampak bojazen je bila popolnoma odveč, ker so res tako dobro so narisali, da sem prav tisti, wow. Tako, izdelkov zdaj njihovih nimam, zato ker jih seveda z veseljem odnesejo domov, imam pa kakšno fotografijo in jo bom z veseljem vam pokazala. Ja, no, potem smo pa včeraj se posvetili bolj obnašanju, zdaj tudi pri športnem plezanju, v dvoranah veljajo določena pravila lepega obnašanja, tako kot tudi pri nas v muzeju, tako da seveda je tako, kadar je pravila so zato, da jih kršimo, otroci pa še posebej radi, ampak moram priznati, da so se tudi zelo potrudili in smo narisali
kako se moramo obnašati v muzeju, kaj moramo upoštevati, da ne mečemo smeti po tleh muzeja, da ne dirkamo, ne laufamo po razstavi in vpijemo, ker tako lepo odmeva, no? In da ne vozimo psičkov, pač v našem muzeju to še ni dovoljeno, ampak jih pustimo pred vrati. In vsa ta pravila smo narisali na liste in jih potem nalepili na obešalnike. Tako da, če bi jih otroci tukaj pustili, bi jih obesili v našo garderobo in bi obiskovalci takoj videli, česa se morajo držati. Koliko otrok takole pride po napornem smučanju, ko so že utrujeni, da se potem odločijo, da pridejo popoldne sem? Ja, zdaj letos je tako recimo v povprečju 15 otrok. Danes bomo pekli piškote oziroma bomo barvali kolajne Janje Garnbret v obliki piškotov in se kar bojim, da jih bo celo še več. Tako da ja, sem vesela, da pridejo, se nekako zorganiziramo, radi so tukaj, igramo se tudi razne družabne igrice, zdaj je ena nova v svoji Triglav, smo ugotovili, da je zelo zabavna, tudi kaj pobarvamo, zelo so veseli, ko grejo gor na našo razstavo, pa se igrajo te naše računalniške igrice, to se pravi muzejsko planinsko pot, danes je pa še eno presenečenje, danes jih pa obišče še naša maskota, Planinko, in se bomo naučili ne samo njegovo pesmico, ampak tudi ples. Hvala za te vaše izčrpne informacije, ki jih bomo ponesli preko našega medija gledalkam in gledalcem. Enako, hvala lepa in vabljeni, da nas obiščete v poletnem času na delavnicah.